Prehajamo na 7. točko. Predlog programa izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadne in padavinske vode za leto 2022, obdobje 2021-2024. Predlog programa je objavljen v gradivu številka 22, predlagatelj župan, poročevalci pa Marjana Kadunc, Luka Svetec in pa Gregor Ulčar. Besedo dajem gospe Marjani Kadunc, izvolite. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. V skladu s odločili odloka in pa koncesijske pogodbe za upravljanje obvezne gospodarske javne službe odvajanja odpadnih in padavinskih voda je koncesionar zavezan, da koncedentu letno predloži program odvajanja odpadnih in padavinskih voda v občini Kamnik. Sredstva za redno vzdrževanje kanalizacijskega sistema so predvidena z naslova kanalščine in ta sredstva so namenjena za redni pregled kanalizacijskega sistema, revizijskih jaškov, razbremenilnikov visokih voda, pregled in čiščenje črpališč, vzdrževanje čistilne naprave v Črni, odprava manjših okvar, deratizacije in tako naprej. Investicijsko vzdrževanje ter dograditev novih sistemov pa se financira z naslova omrežnine ter okoljske dajatve. V preteklem letu sta se končali gradnji kanalizacije v naselju Markova ter izgradnja kanalizacije s pripadajočim črpališčem v naselju Žale pri Kamniku. V novembru je bilo speljano javno naročilo za obnovo sistema kanalizacijskega sistema v naselju Vrhpolje pri Kamniku ter za obnovo črpališča za odpadne vode v Vočnem potoku Virtus. Obe investicije ste trenutno v teku. Trenutno se aktivno pripravlja manjkajoča dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo kanalizacije Stahovica Črna, s tem bomo ukinjali čistilno napravo v Črni. Hkrati pa potekajo vse aktivnosti za izbiro izvajalca del, nadzora, koordinatorja za varnost in delo ter aktivnosti za pridobitev nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Konec februarja je sklicana tudi ustna obravnava na upravni enoti pred izdajo gradbenega dovoljenja v naselju Bistričica. V pripravi imamo pa tudi naslednje projektne dokumentacije, se pravi izgradnja kanalizacije v Motniku. V načrtu je, da v mesecu marcu oddamo vlogo za gradbeno dovoljenje, ker bi tudi ta projekt radi prijavili za pridobitev nepovratnih sredstev z naslova, se pravi načrt za okrevanje in odpornost, kjer je možnost pridobitve 50% nepovratnih upravičenih stroškov. Projektiramo pa tudi kanalizacijo v Znojilah, Snoviku, Stolnik, Laze v Tuhinju, Vir pri Kamniku, Soteska in pa Golice Zgornji Tuhin Laze. Nujno investicijsko vzdrževanje obstoječe infrastrukture je tako na Lazah v Tuhinju, Duplice, Prisojne poti, Župančičeve ulice ter ostala manjša investicijska vzdrževalna dela. Mogoče, če dovolite, župan, bi se še navezala na Veliko planino in pa na vprašanja, ki so bile vezana oziroma naslovljena na gospoda Kovačiča. Dejansko, mislim, kot ste v bistvu na prejšnji seji potrdili, bomo šli s tematiko odvajanja in čiščenja Velike planine na spomladanskem zasedanju. Zato predlagam, da te vprašanja oziroma te zadeve, predloge, karkoli naslovite na mene, katere bom upoštevala pri pripravi gradiva oziroma v občinska uprava, ki bo pripravila gradivo in bomo to na aprilski oziroma majski seji res do potankosti oziroma, da bomo skupaj najdli najboljše možne ukrepe in rešitve za odvajanje odpadnih voda iz Velike planine. Občina Kamnik je pa v bistvu v lanskem letu sem poslala vsem lastnikom koč Velike planine in pa planšarskih skupnosti dopis skupaj z obrazcem načina odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki jih imajo, se pravi, kakšne greznice imajo, kolikokrat so jo praznili, ali je pretočna ali nepretočna in pa tudi na kakšen način imajo oskrbo s pitno vodo, v bistvu s vodo, ali je kapnica ali dovažajo. In te podatki, ki smo jih dobili, moram reči, da je bil odziv zelo pozitiven, da smo dobili kar veliko izpolnjenih obrazcev nazaj, nam bojo tudi v prihodnosti, mislim, veliko pomagali pri samem načrtovanju, se pravi, rešitev gor na Veliki planini, da se zadeva res začnejo peljati v pravo smer. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Svetnice, svetniki,
Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, se upravičujem. Sem toliko navdušen nad besedami gospe Kadunčeve, da nisem gumba našel. Ja, dve stvari, ki sta me res razveselile, ne. To, da je po parih letih pogovorov pa prepričevanj realnost postala kanalizacija za naselje Črna, se pravi, da se bo naselje Črna priklopilo na Stahovico, da ne boste ali pa ne bomo prestavljali čistilne naprave, ki se ni izkazala za dobro rešitev. To se mi zdi super. In pa potem še ta informacija z Velike planine in dober odziv, tako da me res veseli, da se stvari premikajo v pravo smer. Hvala. Ja, še kdo? Besedo ima Karla Urh. Tudi jaz se moram tukaj pridružiti eni pohvali, glede na to, da se premika tudi v Bistričici, ker se mi zdi, da to slepo črevotom ostane še in da se dokonča. Poleg tega tudi Stovnik. Je pa mogoče res v premislek čim manj črpalk, prosim, čim manj črpalk. Ljudje se še vedno malček zgražajo, da je preveč črpalk, zato poskušajte najti trase, tako da bo čim manj črpanja in prečrpavanja, ker vse veste, če ni elektrike, potem pride tudi do velikih težav, poleg tega tudi stroškov. Obenem pa res, kot sem prejle rekla, bom še kaj napisala, ampak poskušajte res Velika planina in zaklad našega območja vodovarstvenega rešiti. Hvala. Hvala. Zdaj poročevalka. V redu. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik sprejme program izvajanja obvezne gospodarske javne službe odvajanje odpadne in padavinske vode za leto 2022, obdobje 2021-2024, oktober 2021. Glasujemo magister Urban Bergant. Za. Talija Berlec. Za. Karmen Dergan. Za. Ton Iskra. Za. Lenka Jelšnik. Za. Jože Korošec. Za. Dr. Jernej Markelj. Za. Ines Matjan. Magister Šemso Mujanovič. Ni. Duško Papaš. Za. Božo Pilej. Za. Ančka Podbevšek. Za. Bogdan Pogačar. Žan Potočnik. Z veseljem za. Robi Prosen. Za. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujovič. Za. Matijas Sitar Močnik. Za. Vitka Slapnik. Za. Anton Tonec Smolnikar. Za. Franci Sprit. Za. Marko Šarec. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Očakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksander Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Za. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Zdaj je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.